V studiu je po 5 mesecih v odmevih znova predsednik vlade dr. Robert Golob. Vprašanja, ki ga čakajo, so povezana s stavkami, najbolj pereča je stavka zdravnikov, turbulencami v gibanju Svoboda in koaliciji, popoplavno obnovo in tudi nizko javnomnenjsko podporo, ki je še slabša od podpore prejšnji vladi v obdobju covida. Za konec pa Dober večer, pozdravljeni v odmevih. Čeprav je pred slabima 2 letoma gibanje Svoboda Roberta Goloba dobilo doslej največjo podporo volivcev v samostojni Sloveniji, zaupanje v vlado in predvsem v njeno sposobnost reševanja kriz vse bolj upada. Napovedane reforme od zdravstvene do davčne so zastale. Delo vlade hromijo številne stavke, najbolj seveda stavka zdravnikov, plačna pogajanja se zdijo v slepi ulici, prizadeti ob avgustovskih poplavah pa vladi očitajo prepočasno popoplavno obnovo. Zaupanje v vladno koalicijo za nameček spodkopavajo očitki o vmešavanju premierja v delo policije in še bolj sporen nakup za stavbo za potrebe sodišč na Litijski. Premier Golob medtem menjuje tudi nekatere člane svoje ekipe in z novimi svetovalci spreminja strategijo komuniciranja z javnostjo. Poglejmo podrobneje. Golobova vlada se spopada s čedalje večjim stavkovnim valom. Danes so stavkali državni tožilci, včeraj zaposleni na upravnih enotah, rekordnih 60 dni že stavkajo zdravniki in zobozdravniki. Tako kot dela vlada zdaj, jim je malo mar za paciente. To vam povem. Zastala so pogajanja z nezadovoljnimi kmeti, ki naj bi v torek spet protestirali. Možnost zaostritve stavke napovedujejo tudi operaterji v klicnih centrih 112. Protestnemu valu se bo prihodnji teden pridružila opozicija. SDS pripravlja protestno zborovanje. Zadnji poziv k razumu in k treznosti, potem pa bodo itak junija imeli v rokah najmočnejše orožje demokracije, volivci. Vsake volitve so tudi referendum o vladi in evropske volitve bodo nekaj takšnega. Vlada se je zapletla v spor tudi s prebivalci Središča ob Dravi, kjer načrtuje nov azilni dom. Ne. Vlada se je to, kar bom rekel, brez vas odločila. Kaj pa to? Na kaj to pravite? Sramotno, ne? To je ena velika sramota, da lahko nekdo odloči nekaj, brez da vpraša ljudi. Vlado poleg tega bremenijo še nepravilnosti pri nakupu propadajoče stavbe na Litijski v Ljubljani, očitki o vmešavanju premierja v delo policije, s čimer se ukvarja Komisija za preprečevanje korupcije in tudi zastoj reform, zdravstvene, pokojninske, davčne, plačne. Je pa korenito reformo doživel premierjev ožji krog, iz katerega odhajajo Vesna Vuković, Petra Škofic, Kaja Širok in Saša Leban. Vsaka vlada dela na način, ko misli, da je najboljši, ne? Kar pa mislimo mi, pa kažejo ankete. In te kažejo, da je podpora vladi iz meseca v mesec manjša. Njeno delo negativno ocenjuje 55% ljudi, kaže zadnja raziskava Mediane. Mi smo danes nižje, kot smo bili za časa Janševe vlade. In v podpori vlade, in v ocenah politikov. Ker smo si rekli, slabše pa ne more biti. In zdaj, kar zadeva ocene politikov in kar zadeva podpore vlade, je slabo. 2 meseca po ustanovitvi vladnega podcasta se premier sicer vedno bolj posveča družbenim omrežjem. Njegov kabinet je potrdil, da se je z najnovejšimi smernicami seznanil pri vplivnici Samanti Cimerman. Nekateri ministri pa naj bi o strateškem komuniciranju razpravljali tudi z Golobovo partnerico, poznavalko družbenih omrežij Tino Gaber. Dober večer, premier dr. Golob. Dober večer. Kar nekaj mesecev vas ni bilo v odmeve, je to zdaj vaša nova strategija, da boste spet več nastopali, spet več hodili pred novinarje? Vmes sem sicer bil v nekaterih intervjujih, tudi na vaši televiziji, tako da bi težko rekel, da sem se kakorkoli izogibal. Ampak ja, danes sem tukaj, dajte me izkoristiti maksimalno. Dobro, bomo takoj začeli. Poglejte, če bi bilo mogoče tega komuniciranja več, v ponedeljek ne bi poročali, da ste zavrnili 2 državni sekretarki nove ministrice Katičeve in nas je danes novinarje novi podpredsednik vlade, gospod Arčon, popravljal in je rekel, samo odloženo je bilo, zdaj je bila ena imenovana, torej Kokaljeva bo državna sekretarka, Spasojevićeve pa ne bo. In bo morala ministrica iskati novo. Zakaj ste ji zavrnili to drugo državno sekretarko? To je popolna pravica vlade, tudi mene kot predsednika, da se odločamo na podlagi predlaganih kandidatov, kateri so ustrezni in kateri ne. Z ministrico so se pogovorila danes 2-krat
ena sekretarka, Andreja Kokal, je bila potrjena, za drugo mesto bo ministrica iskala drugega kandidata in to je to. V resnici zgodbe ni bilo in je po nepotrebnem prišlo do ustvarjanja mogoče neke zmede, ki je v resnici na predelu. Ali ni tako, da si minister postavi nekako svoje državne sekretarje? Ne, državne sekretarje vedno potrjuje vlada. Minister je tisti, ki predlaga najboljšega kandidata po njegovi lastni presoji. Z ministrico so se strinjala, da je Andreja Kokal ustrezna, za drugo mesto pa da bo poiskala drugega kandidata. Poglejte, vaš minister, gospod Han, je rekel nekako takole. Če je ovira to, da sta bili v prejšnji vladi, potem ta ovira to ne bi smela biti. In me zanima, ali je bilo to narobe, da so delale tudi za prejšnjo vlado? To je spet ena od teh, če hočete, špekulacij, ki se jih ne vem zakaj v zadnjih 2 mesecih pojavlja preveč. Tudi zato, ker je toliko špekulacij, ki se kasneje izkažejo kot neosnovane, ker sicer tudi ta sekretarka, ki je danes bila imenovana, ne bi bila, če bi to držalo. Razen da pridem v medije, vam to pojasnim. Greva k bistvenemu problemu, ki najbolj tare večino ljudi danes, sploh starejše. Gospod premier, ali veste, za koliko so se podaljšale čakalne dobe v zdravstvu v času 9-tedenske stavke? Mi imamo podatke glede tega. Treba je biti zelo pošten in povedati 2 stvari. Na eni strani se kaže, da se čakalne dobe v resnici niso podaljševale, se je pa število ljudi, ki je v čakalnih vrstah, povečalo. Spravi, to sta 2 ločena podatka. Po drugi strani sem bil tudi sam presenečen, ko me kličejo nekateri pacienti in so povedali, da odkar je bila sprejeta uredba na vladi, to je bilo v februarju, ki se ukvarja ravno s čakalnimi vrstami in prerasporeja naročanje ljudi na posege, so ljudje, ki so imeli začakati po 6 mesecev, začeli dobivati obvestila, da pridejo na vrsto čez 2 do 3 tedna. Jaz sam vem za 3 take primere, pa sem bil presenečen. Se pravi, ukrepi vlade za skrajševanje čakalnih vrst so začeli prijemati. To se mogoče danes v stavki manj vidi, ampak jaz sem prepričan, da bomo vsi skupaj presenečeni v naslednjih mesecih, da so čakalne vrste nekaj, kar je rešljivo. Ampak poglejte, recimo, ena od stvari, ki jo vsi razumemo, je magnetna resonanca. 40 dni dlje je treba čakati na magnetno resonanco. Zdaj, ko se praktično 9 tednov ni zgodilo nič. Eni prihajajo na ena pogajanja, drugi prihajajo na druga pogajanja. Zdaj bomo mogoče prišli do mediacije. Se vam ne zdi, da je bila tukaj pri tej stavki vlada premalo proaktivna, da bi si morala bolj prizadevati za dogovor s Fidesom? Sploh ne. Je bil zelo neposreden. Dogovori so bili sklenjeni v lanskem letu z množico sindikatov, da bomo plačno reformo izpeljali s 1. januarjem 2024. Ti dogovori so bili v januarju, v marcu in podobno. Avgusta smo žal doživeli poplave. Mi smo takoj, reforma je bila pripravljena julija, ampak žal so bile poplave avgusta. Mi smo takoj informirali vse sindikate poleti, da je plačna reforma, zamik plačne reforme prestavljen na 1. januar 2025. Fides vztrajal, ko je šel v stavko, da želi učinek višjih plač in to občutno višjih plač z januarjem 2024. Mi na to nismo mogli pristati, ne zaradi tega, ker denarja v proračunu ni, ne zaradi tega, ker smo z vsemi ostalimi sindikati dosegli dogovor, da se zamakne izvedba plačne reforme v leto 2025. In dobra novica je, da v pogovorih s Fidesom, zadnjih, v katerih sem tudi sam 3-krat sodeloval neposredno, pa je, da sem prvi predsednik vlade, ki se je ukvarjal s stavkami Fidesa, ampak nad zato smo prišli do napredka, da tudi Fides sam sprejema možnost, da se višje plače začnejo izvajati s 1. januarjem 2025. Zame je to napredek. Zakaj smo rabili 9 tednov? Kar se mene tiče, smo ves čas vedeli, da ne moremo prej in tudi zdaj vemo, da ne moremo prej. To je seveda tudi za nas zdaj novica, da bi Fides lahko na to pristal, kajti imel je, kot vemo, od podpredsednika vlade, gospoda Bešiča Loredana, podpisana 2 sporazuma, ki sta jim omogočala plačo večjo že zdaj. Zdaj pravite, da A me razumete, kaj govorim? Pred poplavami. Zelo podobna situacija je bila v uri Soča. Zmeri popolnoma nerazumljivih razlogov, 9 tednov invalidi niso mogli podaljševati vozniških dovoljenj. Včeraj, in vesel sem in se zahvaljujem tudi Fidesu, včeraj je Fides končno popustil in začel invalidom izdajati vozniška dovoljenja. Včasih je treba biti potrpežljiv, mi smo bili potrpežljivi,
tudi spoštljivi. Jaz sem se ves čas udeleževal pogovorov takih in drugačnih, vem, da bo pogovorov še dosti, da pridemo do cilja in edina rešitev v resnici, tudi za to stavko in za vse ostale, je kontinuirana pogajanja in pogajanja so zdaj zelo intenzivna na vseh nivojih z vsemi 46 sindikati, ker do dogovora tudi v zdravstvu lahko pride samo, če se dogovorimo z vsemi. Mi ne moremo pustiti medicinskih sester, strežnic, zadej in dvigniti samo najvišje plače Fidesu. Ne moremo, to se razumemo verjetno vsi. To razumemo, ampak poglejte, vi ste dali dva pogoja. Ne? Naj pristanejo, da višjih plač pred letom 2025 ne bo, to zdaj govorite, da ni več, da je to možno, da bi Fides na to pristal. Drugo pa, naj, če hočejo, da se bo mediacija izvajala, stavko zamrznejo. To je tako, kot da jih prisilite v kapitulacijo. Ne drži. Mi smo danes na vladi sprejemali ta okvir za mediacijo. V tem okviru zelo jasno piše, da je prva točka, ni nujno, da prekinejo stavko. Važno je, da se stavkovne aktivnosti, pravi, da pacient ne trpi. Oni lahko stavko zaradi mene pustijo tako, kot je, ker se ne gre za semantiko, niti se ne gre za pravni red. Gre se za to, da želimo, da v času mediacije pacient ni talec. In mi se bomo v vsakem primeru in pogajali s Fidesom, pogajali tudi z medicinskimi sestrami in tudi šli v proces mediacije. Želimo pa, da pacient, tako kot invalidi v uri Soča, niso več talci te situacije in da imamo dovolj časa, da pridemo do zadovoljive rešitve. Sindikat delavcev zaposlenih v upravnih enotah za 38 let delovne dobe neto plača 928 evrov. Predlagajo vam, da bi dobili nek dodatek do začetka leta 2025, da bi lažje premostili ta čas. Ga jim boste dali? Stavkajo vsako sredo. Bom zelo neposreden. Plačna reforma se ni izvedla leta 2008. Zaradi tega, ker se plače niso usklajevale dolgih 15 let, smo danes v situaciji, da marsikdo, približno 30 tisoč zaposlenih v javnem sektorju prejema manj kot minimalno plačo. Mi smo dali na prvo mesto v plačni reformi, da nihče v javnem sektorju, ki je zaposlen danes, ne more prejemati manj kot minimalno plačo. To je naše izhodišče. Jaz sem prepričan, da bomo v naslednjih mesecih, ker res potekajo tedensko pogajanja, prišli do rešitve, ki jo bo tudi sindikati sprejeli, ki ne bo usmerjena nujno v tiste z najvišjimi plačami, ampak da najprej odpravimo nesorazmerja pri teh z najnižjimi. Če bomo uspešni, potem bomo lahko ta nesorazmerja na nižjem nivoju eventualno urejali tudi prej. Ampak poudarjam, bile so poplave. Jaz ne morem povedati drugače in ko smo šli v odpravo posledic poplav, smo se izogibali novim davkom za prebivalstvo. Smo pa rekli, bomo iskali prihranke v javnem sektorju. Edini prihranek, ki ga od zaposlenih v javnem sektorju, ki so mimogrede dobili dvig plač za inflacijo in tudi minimalna plača se je dvignila, edini prihranek, ki je, da zamaknemo plačno reformo. Gospod premier, mislim, da ste zdaj že drugič ali tretjič omenili poplave. Z vsem dolžnim spoštovanjem. Tukaj je bila Evropska komisarka. Dali so denar. Čez palec smo računali, v naslednjih letih lahko potegnemo iz evropskih skladov tudi za poplavno sanacijo od 4 do 5 milijard. In ne razumem, zakaj so ta poplavna območja nenehno razlog za to, da ostajajo ti na 928 evrih, ki delajo v upravnih enotah, da se tožilcem in sodnikom, ki jim je ustavno sodišče reklo, da morajo dobiti višje plače z novim letom, zdaj že 70 dni čakajo na te višje plače. Povejte nam številke, koliko denarja je šlo v popoplavno obnovo in zakaj, ali je to res razlog, da ne moremo urediti nekaterih plač prej in imamo na ulici 5 struktur stavkajočih. Niso sicer na ulici, ampak so pa v stavki. Nekateri od njih imajo izjemno visoke plače in bi lahko razumeli. Nekateri od njih imajo žal plače nižje od minimalne, po zaslugi prejšnjih vseh vlad do zdaj, ker se niso hoteli s tem ukvarjati. In ja, s tem jih globoko sočustvujem. Edini način je, da pospešimo pogajanja o plačni reformi. Pa vendar, da se vrnem. V lanskem letu je vlada namenila 520 milijonov za nujna dela. 520 milijonov za poplave. V letošnjem letu bo dala dodatno milijardo 100 iz evropskih skladov, ker smo bili uspešni. Lani smo jih dobili 100, letos jih bomo dobili 300 milijonov. Milijarde, o katerih govorite,
bodo prišle v prihodnjih letih in zato smo zamaknili, ker pa vemo, da je treba ukrepati finančno hitro in v letu 2024 bo vpliv na proračun dejansko največji. Zato smo plačno reformo zamaknili. Smo pa istočasno, in moramo biti pošteni, v plačno reformo pripravljeni investirati 1 300 000. 1 300 000 smo namenili, da bomo v bodočih letih, ne naenkrat, v bodočih letih namenili dvigu plač v javnem sektorju in tudi odpravo vseh teh nesorazmerij in tudi dvigu produktivnosti javnega sektorja. Ker verjamemo, da je taka reforma nujna. Zdaj smo pri poplavah, gospod premier, župan občine Mozirje. Za božjo voljo naj vendar država nekaj naredi in prvo, kar bi morala narediti, je poskrbeti za tiste, ki se morajo izseliti. Prvi bi morali biti na vrsti. Poročila iz terena kažejo, da se na veliko obnavljajo vodotoki, da se rešujejo hudourniki, da se rešuje infrastruktura, ljudje pa 7 mesecev po poplavah ključnih odgovorov še nimajo in gospod Šefic jim jih obljublja pred poletjem. Ko ste bili prvič po poplavah tukaj v tem studiu, ste rekli, imeli bomo na desetine montažnih hiš, podpisali bomo vse te pogodbe. 7 mesecev potem se gradi ena hiša, in še ta je donacijska, od podjetja Pergola, mislim, da. Dajte, bom zelo neposreden. To, da se vlaga najprej v hudournike, je popolnoma logično, ker ne želimo, da nas presenetijo nove poplave. Zato je bilo treba reke, ki so bile dobesedno zabasane z materialom, vse od naravnega do umetnega, očistiti in s tem preprečiti, da se ponovi katastrofa. To je prvi del. Drugi del. Res je, da ljudje so tisti, ki so v veliki stiski. Jaz vem, da so v stiski, bil sem na terenu, poznam njihove stiske. Obljubljali ste pohitritve. Zato smo poskrbeli tudi za to, ne samo za občine in ne samo za gospodarstvo, ki je prvič v zgodovini bilo deležno pomoči države v vplivu naravne katastrofe. Smo poskrbeli tudi za ljudi. 10 000 družin je dobilo neposredno finančno pomoč v 3 obrokih od države. In še poračun še pride. Odločitve nimajo. Se opravičujem, 384 je hiš, kjer po mnenju stroke je potrebna preselitev. Vsi od njih, vse te družine so bile kontaktirane strani države, sklicnega centra, vsem je ponujeno brezplačna najemnina, spravi kompenzacija najemnine v prostorih in z vsemi poteka dialog, kjer bodo dobili nadomestno gradnjo. In veste, kje je problem? Ni problem v montažni hiši. Problem je v zemljiščih, ker si večina njih želi, da ostane čim bliže sedanjemu domu, po možnosti v isti občini in žal nekatere občine, ne vse, nekatere občine nimajo zemljišč in postopki pri spremembi namembnosti zemljišč so tako. Obljubljali ste pohitritve. Saj smo jih pohitrili. Običajno bi to potekalo 4 leta, sedaj bo to potekalo 6 mesecev. Zakon o obnovi in razvoju je bil sprejet decembra, do poletja bomo imeli natančne sezname z zemljišči, kam se lahko te družine preselijo. Potem se bodo pa same odločile, ali bojo na teh zemljiščih sprejele hišo montažno, ki jo bo zgradilo pooblaščeno podjetje, ali pa bojo vzele denar in si same zgradile. Tukaj ljudje so različni. No, ne želijo vsi niti selitve, niti ne želijo vsi v montažnih hišah. Ampak povejte, gospod premier, kdaj se bo prva družina vselila v hišo, ki je nastala tako, da bo zadaj še 10 drugih hiš? Povejte en rok. V tem trenutku vam jaz tega roka ne morem dati iz preprostega razloga, ker o tem ne odloča vlada, ker je vlada svoje že opravila in danes potekajo upravni postopki. Ko bodo upravni postopki zaključeni, jaz verjamem, če je gospod Šefic rekel, da se bo to dogajalo v letošnjem letu, on ne vem, kaj je rekel, kateri datum, jaz se ne bom spuščal, ker ima boljši vpogled v posamične primere. Ampak se ni pomembno, kdaj bo prva, pomembno je, kdaj bo zadnja. Meni je pomembno, da v doglednem roku, v letošnjem letu vsi dobijo odgovore in da se potem v naslednjih 6 mesecih, od takrat, ko dobijo odgovor, kje je njihova lokacija, da se potem taka gradnja tudi zaključi. 2 kratki vprašanji, gospod premier, ker nam bo čas ušel. Lepo je videti, da obstaja politično soglasje. Obstaja politično soglasje, da Slovenija gre v gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško. En referendum je 3,5 milijone, 2 referenduma, vi govorite o 2, sta 7 oziroma 8 milijonov. To je, če smo računali hišo po 250 030 montažnih hiš. Ali res
potrebujemo 2 referenduma o vprašanju, o katerem obstaja politično soglasje. Sprašujete me o 2 referendumih za jedrski Tako je. elektrarno. Enega zdaj, ko ni nobenih podatkov znanih, drugega pa vi napovedujete za leto 2028. Jaz bom drugače povedal. Trenutno imamo kar nekaj referendumskih pobud na mizi. Ni samo referendumska pobuda o jedrski elektrarni, imamo pobudo o prostovoljnem končanju življenja, imamo pobudo o legalizaciji konoplje za medicinske namene, imamo pobudo o prepovedi kurjenja drv. Referendumski pobud je dosti. Zagovornik sem, da se te ali naredijo naenkrat na referendumski dan tekom leta, ali pa da se jih veže na volitve. Čisto možno je, da bodo referendumi v času volitev. V tem primeru je strošek za izvedbo referendumov minimalen ali skoraj ničen. Poglejte, kmalu, ko je vaša nekdanja ministrica Bobnarjeva pričala na KPK, ste rekli, da boste te halucinacije in laži ovrgli. Zdaj pa vaš odvetnik nekako izvaja čisto vse, da se blokira delo KPK-ja, na preiskovalni komisiji se je vodstvo zamenjalo in oprostite, dobili smo vtis, da vas je ta volja, da bi pričali in ovrgli besede ministrice Bobnarjeve o pritiskih nekako minila. Boste kdaj pričali pred komisijo? To, kar ste rekli, sploh ne drži. Gledamo proceduralne povedal, ovinke, ki jih dela vaš odvetnik Zdolšek pri KPK-ju. Glejte, jaz nisem procesni pravnik in se ne bom spuščal v komentiranje. Verjamem v pravno državo, verjamem, da imam tudi sam pravico do enakih zakonskih zaščit kot vsi ostali. Ne samo politiki, navadni državljani. Odvetnik Zdolšek je na razpolago medijem 24 ur na dan in jaz želim, da se njega to vprašate, zakaj. Zato, ker sem jaz plačan strani davkoplačevalcev in volivkov in volivcev, da se ukvarjam z vodenjem države. Če se bom sam ukvarjal s procesnimi vprašanji, ne bomo prišli daleč. Bom pa ponovil še enkrat, imamo priče in imamo dokaze, da to, kar je bilo rečeno, ne drži. In verjamem, da se bo v nadaljevanju to tudi pokazalo. Gospod premier, ne morem še mimo enega vprašanja, čisto za konec, prosim za kratek odgovor. Ko vi sami gledate izide javnomnenjskih anket in vidite rejting svoje vlade in svoje stranke, kaj si odgovorite? Da bomo morali trdo delati in ljudi prepričati, da to, kar počnemo, je v njihovo korist in sem prepričan, da potem na rezultat na volitvah potem tudi primeren. So srečen. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam. Še k novicam iz domovine.